Dragi navijači Celja Pivovarne Laško, lepo pozdravljeni v naši drugi oddaji RK CPL TV. Našo prvo oddajo si vas je ogledalo kar 15.000, za kar se vam seveda najlepše zahvaljujemo, da pa bomo še boljši, vsako oddajo pripravljamo številna presenečenja. Da ne bomo dolgovezili, pa si kar pogledamo, kaj vse nas čaka v današnji oddaji. V soju žarometov bomo pogledali letošnjo pot v polfinale EHF pokala pokalnih zmagovalcev. V Trdnjavi bomo tokrat pogledali v fizioterapevtsko ambulanto. Pogledali pa bomo tudi, kaj je novega v ponudbi izdelkov celjskega kluba. Na prestolu nam je odgovarjal Dejan Perić. In v zadetku v polno bomo glasovali za najboljše 3 akcije preteklega meseca. Ponosen sem na tradicijo, ki me je izklesala. In na čistost narave, ki me je rodila. Ponosen sem na zemljo, iz katere sem zrasel, na svojo preteklost in svojo prihodnost. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel. Če me vprašate, kdo sem, lahko odgovorim, kaj sem. Poln ponosa. V soju žarometov pa si bomo pogledali, kam vse nas je pripeljala pot do polfinala Evropskega pokala pokalnih zmagovalcev. Kjera? Kjehra je jedna velika nepoznanica za nas u bili. Nismo niti imali nikakvog video materijala. Snalazili smo se malo kako smo znali i umeli. Srećom igrali smo 2 tekme doma i mislim da tu nismo imali težak posao i da su naši mladi igrači stekli neko malo iskustvo, prvo iskustvo u Evropi i dalo otprilike da znaju šta to znači Evropa i kakvi su protiv nasprotniki. Orhus? Aarhus, zelo dobra ekipa i čini mi se da je to ekipa možda i moćnija od nas, iskusnija, sa dobrim igračima, skandinavska škola rukometa i mislim da smo tu uz jednu dobru odbrambu, uz jednog sjajnog Perića na golu, na vratima uspjeli kao ekipa da ih zmagamo možda u tom trenutku i moćnijeg protivnika od nas. Benfica, opet druga škola rukometa, malo to je južni rukomet, pun temperamenta, iskusna ekipa sa svim reprezentativcima. Dobro se poznaju, igrani su, ali mislim da smo doma odigrali odlučno, dobro, zasluženo zmagali i da smo s pametnom igrom u Lisabonu sačuvali tu prednost. Kaj nas čaka u tekmi s Gummersbachom? Gummersbach, prava ekipa, čeka sigurno 2 mnogo teške tekme. Ja sam veseo da ću imati priliku da s mojim mladim fantima odigramo još najmanje 2 tekme u Evropi i još više iskustva za njih i ovo će biti pravo iskustvo za njih jer igramo protiv zelo dobrog nasprotnika koji igra pravi rukomet. Vidim da su digli formu, već su u sredini tabele, iskusna ekipa, znaju da igraju rukomet prava, tako da u ovom trenutku pravi nasprotnik za nas, bolji od nas, kvalitetniji, ali žoga je žoga. Tokrat pa si bomo pogledali v zakulisje našega kluba, natačneje v fizioterapevtsko sobo, kjer si bomo ogledali delo našega fizioterapeuta Gorazda Žužka. Goraz, pozdravljen. Zdravo. Kako poteka tvoj vsak dan v klubu? Kako poteka? Ja. Vstajam ob 7 uri, ob 8 uri sem v klubu, se pravi v pre-kafeju popijem kavico, potem pa v te prostore, kjer se izvajajo od masaž do terapij do vsega tega.
Večer mi do 12 polenih tukaj, kosilo, popoldan pa spet po istem urniku, s tem, da je ura druga. So igralci zahtevne stranke? Stranke? Se niso stranke, stranke plačujejo, igralci ne plačujejo. Ne, niso, vse je v redu, tako da vse v mejah normale, mi je užitek delati z njimi. Katere pa so tiste najpogostejše poškodbe pri rokometaših? Recimo, tukaj največ je kakšnih udarnin, podplutbe, se pravi hematome, da se to lepo razmasira, vse drugače pa kakšni zvini, čeprav letos je bilo več netipičnih kot tipičnih poškodb tukaj v klubu za rokomet. Pod tvojimi rokami je trenutno Luka Žvižej. Mora nas navijače skrbeti, da gre za resnejšo poškodbo? Pri njemu ne gre za poškodbo, to je njegovo tisto vsakotedensko razvajanje. Ne, Luka je čisto redno pripravljen na Velenje in na Komerspah. Kako dolgo pa se že sam ukvarjaš s tem? Sam se ukvarjam nekje 18-19 let. Začel sem v Šmartnem pri Litiji in nadaljeval v Trebnjem. Pa je šlo pa naprej lepo, malo košarka, malo nogomet, malo hokej, tako da sem več ali manj skoraj kajak, ne smem pozabiti. Tako da z njimi, da sem spoznal vse te ekipne športe, ampak ne vem, rokomet je le rokomet. Na toplem si, na suhem si v dvorani, tako da to je najboljše. Skratka, Gorazd Žužek je izkušen fizioterapevt, tako da so naši rokometaši v dobrih rokah. Ja, to ga pa drugi povedali. O sebi to težko govorim, to bo lahko kaj več Luka povedal, če je v dobrih rokah ali pa če se počuti varnega v teh rokah. Luka, kaj pa ti praviš o tem, si v dobrih rokah? Jaz sem v dobrih rokah, Žužija poznam že vrsto let, tako da pri njemu se razvajamo in praktično je on za vse, karkoli rabimo, tako da uživamo v njegovi družbi in njegovem delu. Kot v naši prvi oddaji smo tudi tokrat obiskali prenovljeno klubsko trgovino, v kateri si bomo danes pogledali, kaj vse je novega. Pozdravljena, Diana. Živjo. Vidim, da je v našem klubu poskrbljeno tudi za naše najmlajše navijače. Tako je, imamo tudi slinčke, majčke vseh velikosti. Kaj pa glede majic, so na vidiku kakšne nove majice? Ja, imamo enkrat za Celje, vedno za Celje, potem je še ta majčka, ki je Pivovarna Laško logo. Katera pa je naša najbolj prodajana majčka? Trenutno najbolj prodajana majčka je Resnica Mali, Celje je zakon, ki pa smo začeli prodajati za spletno. Kaj pa se da mogoče te stvari naročiti tudi preko spletne prodaje? Seveda, naročiti preko majčka. Za konec vprašanje, kaj pa če bi si sam zaželel dres s svojim primkom na hrbtu? Hitro lahko vidim. Najlepša ti hvala in srečno. Kot ste videli, v naši novi prenovljeni klubski prodajalni kar nekaj novih izdelkov. Vi pa si nabavite kakšnega novega za prihajajočo tekmo z Gummersbachom, kot sem to storil tudi sam. Malt. Prva brezalkoholna laško osvežitev. V rubriki Na prestolu pa spoznavamo življenje in delo rokometašev Celje Pivovarne Laško. V tokratni oddaji nam je vprašanje odgovoril Dejan Perić, legenda celjskega kluba. Torej, z nami je legendarni vratar Dejan Perić. Dejan, lepo pozdravljen v rubriki Na prestolu. Povej mi, kam segajo tvoji rokometni začetki? Pa predvsem lep pozdrav tebi in vsem gledalcem in poslušalcem. Tudi čestitke za enkratno oddajo in želim v prihodnosti, da bi tako nadaljevali, kot delate zdaj, in veliko sreče in uspeha. Hvala. Moja športna pot se začenja v Pančevu, tam, ki sem rojen, in ta pot je bila nekako normalna, obzirom da je moj oče bil rokometaš in moja mama tudi je igrala košarku, tako da sem od samega začetka
v športu in spremljal svojega očeta na treningih, na tekmah in bil sem zelo ponosen in vesel. Moja najljubša igrača je bila žoga in vedno sem želel, da budem z očetom, da ga spremljam, da tudi oče se veliko ukvarjal z menoj. Moj oče je bil igralec, jaz sem se pač odločil, da bi bil vratar. In kot otrok sem veliko športov treniral, plavanje, fuzbal, košarku, ampak jaz sem vedel, da bom enega dneva rokometaš in na treningih, kot sem spremljal očeta, nekako vratarji so vedno bili po strani in so imeli cajta za meni je vse bilo zanimivo in veliko vprašanj in tudi spomnim se, da sem prvič, kot sem imel 10 let, tad je na športno, rokometno in svetsku sceno prišel Mirko Bašić in to je nekako in je bil moj športni, rokometni idol in moja odločitev, da bi bil vratar, je bila še boljša in tako sem šel naprej. V svoji karieri si zamenjal veliko število klubov. Kakšni so tvoji spomini na prehojeno pot? Če dobro preštejem vsa ta leta na moji športni poti, zdaj pa 26. leto mojega športnega, profesionalnega ukvarjanja z rokometom. Lepa številka, ampak pomembno je, da jaz sem začel igrati rokomet iz ljubezni. In tudi danes imam ogromno ljubezni in spoštovanja do športa, do tega, s čem se ukvarjam in zame je to najpomembnejše in veliki občutek in spoštovanje. Vsaka država, vsaki klub, v katerem sem igral, je bil pomemben tako na športni poti kot moje življenjskoj poti. Veliko sem se naučil, spoznal veliko prijateljev, tudi sem zelo hvaležen vsem trenerjem, kateri so me trenirali, ker so mi pripomogli, da se izobrazujem ne samo kot igralec, tudi kot človek in da bi bil boljši na obe strani. Tako da vsaka država, vsak klub je bil pomemben na moji karieri. V moji karieri upam, da nič ni slučajno in vesel sem, da skozi vsa ta leta ustrajam, da zelo imam rad rokomet in tudi na takšen način bom nadaljeval v prihodnosti. Celje, Barcelona, Veszprém in ponovno Celje. Kakšni so tvoji občutki oziroma kakšen odnos imaš z navijači? Ko so na poti rezultati in ko se zavedaš, da si v velikih klubih, kateri imajo izredno preteklost, pa tudi prihodnost, da odpiraš vrata za vse te, kateri prihajajo enega dneva, pa tudi, da spoštuješ vse, kateri so delali, da bi taj klub bil takšen, kot je. Tudi takšen klub vedno spremlja in spoštuje navijače. Lahko rečem, da sem v vseh teh klubih imel zelo korekten, profesionalen in ljudski odnos z navijačem. In vem, da so takšne stvari prišle ne samo zaradi obramb in igranja, tudi na splošno. Ljudje imajo radi normalne športnike, kateri so prijazni, imajo cajta za pogovor in tudi vse takšne, kateri niso alibi ljudje in igralci. In ko se sprijazniš, da človek ni samo ena mašina, da včasih pridejo in morda slabše tekme, ampak vedno greš naprej. In
ko so stvari dobre in dobro igraš, se ne izpostavljaš kot edini najpomembnejši. Vedno je najpomembnejša ekipa, vedno je pomembna zmaga in klub. Tako da še enkrat poudarim, ponosen sem in vesel na odnos. Upam, da v prihodnosti tako bo šlo naprej in zelo spoštujem. Pa se za hip vrnimo v leto 2004, ko ste osvojili naslov evropskega prvaka s Celje Pivovarno Laško. Kakšni so spomini? Spomini so enkratni in nepozabni in sigurno za vse nas, klub, igralce, pa tudi občinstvo in celo Slovenijo en veliki, enkratni, nepozabni dogodek. Šli smo skozi tekmovanje, morda veliko ljudi ni verjelo, ampak prelomna je bila tekma na otvoritvi našeg Zlatoroga proti Valdemarju in potem na vsaki tekmi smo bili vse boljši. Bili smo ena grupa kvalitetnih igralcev, tudi imeli smo dobrega trenerja in podporu kluba, pa tudi skupaj z navijači in nismo se bali niti enega nasprotnika. Veselje je bilo igrati skupaj in ko smo bili skupaj kot moštvo na treningih, na potovanjih, na tekmah, imeli smo tisti občutek, da nas nihče ne more premagati. Letos pa navdušujete z mlado ekipo, ki si lahko izbori igranje v Ligi prvakov. Jaz pa se zavedam, da je kvaliteta enega človeka, da se da ve, kam se nahaja, kje je, kakšna je situacija in da se tako in obnaša. Primerjati cajte ni korektno in pošteno. Tudi vsaki igralec je posameznik zase, sponzor in vse ljudi v situaciji, v kakšno smo zdaj. Ena kombinacija starejši in mladi igralci zame osebno je prava pot, tudi velika odgovornost in obstaja dobra kemija, tudi z podporo našega sponzora, pa ljudi v klubu, kateri v današnjih časih nam omogočajo, da se samo skoncentriramo na to, kar je pomembno za teren in delo. In zavedamo se, da velike stvari ne pridejo skozi noč, ampak da vsak dan, vsako tekmo veliko lahko naredimo, da bi tudi olajšali ljudem v klubu, bili v ponos sponzoru, navijačem in vsem, in na koncu, da bi mladi igralci in starejši skupaj s trenerjem v klubu, v katerem igramo in kakšne so obveznosti in pričakovanja, da bi vsak dan bili še boljši in nadaljevali na tistoj poti, katera je dobra, in zavedamo se, da nam z delom in z dobro atmosferom prinese veliko lepih trenutkov. Dejan, pa vseeno, če se ozreš nazaj po svoji karieri, bi spremenil kakšno stvar, na katero mogoče nisi imel vpliva? Hvala Bogu, jaz sem ponosen na mojo kariero do zdaj in ko sem bil star 15 let, pa tudi danes, ena stvar, na katero sem zelo ponosen, je, da nikoli nisem govoril niti mislil, da sem najboljši. Vedno sem želel, da dam vse. Igral sem pri 26 letih in danes vsako tekmo, kot da je ta zadnja.
ne bi spremenil nič, ker moja pot je bila ena normalna pot, vedno z dokazovanjem, z veliko konkurenco in najpomembnejše je, da sem z rokometom postal boljši človek in boljši igralec. In šport je posebna stvar v mojem življenju in z velikim spoštovanjem tudi danes se ukvarjam in želel bi, da bi veliko fantov imelo eno pot, na kateri ni darila. Za vse, kar si želiš, obstajajo sanje. Sanje so normalne in če želiš priti kam z malimi koraki, vedno prideš daleč. Vsake lepe stvari pa enkrat konec, tako bo konec tudi tvoje kariere. Kje se vidiš po koncu svoje kariere? Povedal sem, da vsako tekmo igram, kot da je ta zadnja, ampak upam, da do konca sezone, pa tudi naslednje leto, bom zdrav in nadaljeval tako, kot si želim in kot si ljudi pričakujejo. Ponosen sem tudi, da z ljudem v klubu smo se pogovarjali po koncu igralske karijere, da bi nadaljeval z delom v klubu. Jaz si vedno mislim, da ljudi, kateri imajo radi delo, da vedno lahko delajo in z velikim ponosom bom delal v klubu Celje Pivovarna Laško, kateri je moje življenje in najlepša etapa mojega življenja. Dejan, za konec še zaključna misel, mogoče kakšno sporočilo našim navijačem? Hvala vsem, predvsem kateri verjamejo v tisti projekt. V Celju ljudi poznajo rokomet in vedo, kaj so prave kakovosti in kvaliteta. Na dobri smo poti, vsako tekmo doživljamo, kot da je Liga prvakov. Želimo si nadaljevati naprej s takšno kvaliteto. Za vse to rabimo podporo. Podporo imamo vedno, mi igralci lahko boljše igramo, tudi kot ljudje lahko v večjem številu prihajajo. Siguren sem, ker sem takšne stvari doživel, da ko smo skupaj in na dobri smo poti, lahko premagamo vsakih. In še enkrat hvala na podpori. Zavedam se in upam, da tako bo še naprej, pa tudi vama za povabilo se zahvaljujem v vašo oddajo. Čast mi je in veliko sreče v prihodnosti. Hvala lepa, Dejan, hvala tebi, ker si bil gost v naši oddaji. Veliko sreče na tvoji športni poti še naprej in pa tudi v osebnem življenju. Hvala lepa. Hvala tebi. Že pa smo v rubriki Zadetek v polno, v kateri glasujete za najboljše 3 akcije v preteklem mesecu. Za najboljše 3 akcije preteklega meseca boste lahko tudi tokrat glasovali. Glasove nam pošljite preko naše internetne strani ali pa nam pošljite na naš klubski naslov. Izžrebali bomo tudi 3 nagrajence. 2 bosta prejela majico rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, eden pa bo prejel 2 vstopnici za naslednjo domačo tekmo s Cimos Koprom. Pa srečno, mi pa si pogledamo najboljše 3 akcije preteklega meseca. Prva je akcija Gašperja Marguča in Luke Žvižja, ki sta na tekmi proti Mariboru izvedla prekrasen cepelin. Zanj glasujte pod številko 1. Druga je akcija Igorja Žabiča na tekmi proti Krškem, ko je ta dvometraž atraktivno premagal nasprotnega vratarja. Zanj glasujte pod številko 2. Tretja pa je akcija Gašperja Marguča z tekme proti Mariboru, ki je posušil vratarja gostov. Če vam je najbolj ugajala ta akcija, potem zanj glasujte pod številko 3. Pa srečno! V naslednji oddaji pa si bomo ogledali tudi, kdo so bili nagrajenci. Izžrebanci v prejšnji oddaji pa so bili Miha Pintar in Primož Hudej, ki prejmeta majico kluba. VIP gostja na tekmi proti rokometnemu klubu Gorenje iz Velenja pa bo Kristina Kramar.
To je za danes vse, spoštovane gledalke in gledalci v naši drugi oddaji. Spremljate nas na naših tekmah in ostanite v naši družbi na RKCPL TV. Srečno! Spodbujajte nas na naših. To je za drugo oddajo RKCPL TV vse. Lep zdrav in nasvidenje. V kleti pa imamo tudi skladišče. Da, kako ste nesramljena. Ko vam res kaj? Ko mi čakam tretji oddajo, ko bomo modre. Četvrta, ko bo že vroč pa kine. V našem klubu smo zelo odprti. Da sama ne mana, ne? Sorry, take probleme vam delam. Vse ne prav. Ja, veš da. Dejan Perič, še enkrat, pardon. V zahodnji Evropi bo območje visokega zračnega pritiska. Nad Atlantikom. Šivte bom zelo. Pripravljamo pa vam tudi že novo oddajo, zato ostanite na frekvencah RKCPL TV. Ja pa no, hvala! Spodbujajte nas na naših tekmah. Čakaj! Čakaj, no. Co to dal? Ti si M ali L? XL. Sedaj imamo tudi slučke in majčke. Zakaj? Znam. Žali, če govini, imamo tudi špit. Zdravo, majčka. Ali ste